Zavite desno. Pozdravljeni, evo tle bova midva zdaj zavila desno, sva pa prišla čez Sleme in sicer greva na Molakov vrh in pa na Kavnikov vrh. Rad bi povedal, da sem jaz danes probal iti čez Bele vode in je še vedno kar nekaj makadama, tako da navigacija, če boste šli z ljubljanske smeri, vas bo vedno hotela dati na Bele vode. Ne pejte na Bele vode, pejte proti Zavodnjem, ker je mnogo lepša cesta na določenih ovinkih, je zelo lepo, na široko že popravljena. Mogoče je pa tle resnično kak kilometer bliže, samo je kar tak gozdni makadam, luknast, no. Približno tako, kot je tle. Ta dva hriba sta zelo, zelo skupaj, tako da se vam, če greste na Soto, splača oba narediti. Oba sta nad 1000 metri. Kaj bi še povedal? Tle, zdaj, ko bomo prišla na eno križišče, ta prvo tako, se gre desno, ko se pa nazaj sam pride, pa še samo par, ne vem, mogoče kak kilometer do drugega izhodišča, ki pa sem ga že dal gor na Sotlasu, oziroma na SP7S YouTube kanalu. Govorim namreč o Kavnikovem vrhu. Tako, danes imam bolj minimalistično opremo zraven spet, ker bi rada čim prej to naredila, pa greva na obiske naprej mojim staršem na Koroško. Takole, ko pridemo do tega Kozovčka, ne iti naravnost, navigacija vas bo hotela dati naravnost, ker je tista mnogo slabša cesta. Pejte tle dol po tej cesti. Preverjeno. Če boste vtipkali tiste koordinate noter, ko sem jih dal jaz gor. Zavite desno. To bom jaz zdaj malo, oziroma se je lahko prižgano. Malo se blede tele navigaciji. Zdaj bomo najprej prišli mimo ene zanimive zgradbe, ki ne vemo, je kapelica ali je karkoli drugega. Še vedno sva na tisti cesti, ki sva šla pri onem kozovcu navzdol. Navigacija pa kaže samo še 3 minute do cilja. No, tale stavbica, ne vem, kaj bi to lahko. Hiša taka, kot neki stolp. Tle gremo seveda po zgornji, piše, neč malo posname, lepo, kaj je zanimivo, stara. Ne moremo, ne. Blizu, nema veze, vse boste videli. Še 3 minute do izhodišča. Ko pridemo do teh kmetij, gremo še malo naravnost. No, takole, zdaj, ko se pa približamo še ta drugi kmetiji, ko se začne tale mali privat asfaltek, pa zavijemo tle gor, levo. Prispeli ste. Dobro, jaz sem tle v koordinate noter dal ene druge, malo bliže. Parkira se pa tle gor malo više. To je po mojem najbližja varianta za tle gor. Zdaj tle so ponavadi parkirala, v bistvu gre še ena gozdna cesta dol. Takole, midva ga ponavadi tako ob robu pustiva. Da ne oviramo prometa in smo na izhodišču. Takole, uspešno sva se natovorila z nahrbtniki, parkirala sva, takole ga pustila, bi ga tudi tja cesto dal, ampak se mi tle zdi boljše. Zdaj se gre pa samo tle gor že vidite tale Molakov vrh. Jaz sem malo pozabil, kako dolgo se gor hodi, verjetno kakšne pol ure. V znaku radioamatersko ima S5 Kilo Sierra,
Kamniško-Savinjske, nič 35, je pa mislim, da 1183 metrov visok, tako da nekih višincev ne bo strašnih, ker je tle sigurno 1000 metrov izhodišče. Ena kmetija, ki je zelo visoko v Sloveniji, verjetno ni najvišja tam dol, se pa celo vidi Šoštanj, zgoren del dimnika, evo. Termoelektrarna Šoštanj se kadi gor. Zdaj pa samo po temle kolovozu, oziroma to je še del ceste. Lahko bi se še tudi tle dol zapeljali, no, ampak res tam gor se mi zdi okej. Zdaj pričakujem nekega snega, ne samo kakšne take zaplatke, ko so tle. Je pa relativno hladno, 2 stopinji plusa. Vetra ni. Včeraj je bil lepši dan, petek, 20. marec 2026. Danes sem jaz po napovedi videl, da bo pač tako, ko je, zabito. Tle gore pa že Uršla, lej Boža. Tle gore pa Uršla gora, tako da smo zelo blizu. Vse to je isti lokator, JN76 Lima, tisti, ko se greste SSB. Jaz na žalost sem se zaradi hrbta, ki me nekaj hoče zajebavati, v križu odločil, da ne bom več toliko sabo nosil, mogoče še nekako bližnjo. Čeprav mi je zelo žal, ker imam rad te zveze tudi na SSB-ju, še iz starih časov, ampak zaenkrat je tako situacija. Takoj, ko pridemo mimo teh skal, tle si zapomnite, da se zavije levo, ja. Verjetno, da bi se tudi tle gor prišlo, ampak je tle lepše. Sva šla pa lezla nekaj, ja, brez veze. Se pravi, tle zavijate levo, pri teh kamnih in potem po tej cesti naprej. Tudi tle se bi dalo parkirati, če imate bolj terenska zadeva. Ampak vse je brez veze, malo pa treba iti peš. Zdaj prvi del poti gre še po tej gozdni cesti. Koliko se jaz spomnim, sva enkrat šla tle gor, tudi samo nisva bila preveč navdušena. Tako da tle se še gre naravnost po cesti. Ko nadaljujemo po tej gozdni cesti naprej, tam, ko sem rekel, da ne desno gor se ne ustrašiti, tle se malenkost pot spusti. Pa se pa takoj spet dvigne. Tako da tam gor desno bomo pa pol se mi zdi, da že nekam zavila. No, ko smo pa prišli zdaj do tega odcepka, se pa zavija desno gor na tole vlaku in navzgor. Malo smo pa še snega ulovila. Danes smo namreč 21. marca 2026. Vlake na Koroškem so več ali manj vse 45 stopinjske, tako da se nahrbtnik malo zadiha, ampak je pa svež zrak. Pa tudi poleti prijetna senca, ker se gre po Smrekovem gozdičku gor. Kateri? Slika jih. Boma jih drugje slikala. A ne, zvončkov pa ni na tej višini. Ne. A se spomniš, da so bili kdaj? Mislim, da sva šla te kar direkt tle gor. V 70 stopinjski klanec. Pa poglejmo, kako bo uspelo Božji. Zmeri, koliko je. Tle se na kameri se nikoli ne vidi, ampak konkretno gre navzgor.
Našla je svoje, bože, jaz se spomnim, da se gre desno tle gor, ampak okej. Ne, tule se gre pa prideva tamle na rob travnika. Okej, spet se nekaj spomnim, ko jaz sem pripričan, da se tle gre desno gor. Ne, to se šla po oni strani. Okej, meni je itak vseeno. Ne od zvončke. Ja, bože, vse imaš prav, ampak tle si zdaj smer kiksnala, ampak posnami imaš še tole pot. Si kiksnala. Okej, ni kiksnala. Evo, zvončki. A ne, kako hitro, če si moški, se zmotiš, da ni zvončko in da je pot tle gor prava. Pa da vidimo po tej strani, kam se pride. Še vedno nadaljujeva po tem strmem kolovozu, varianto številka 2 ali Božino varianto. Mislim, da sem jaz trekking dal tam po uni gor, bom prav pogledal. In če je tudi ta, ok, bom dal še pa tole levo varianto gor. Do zdaj je lepo, mislim, tak širok gozdni kolovoz ali vlak ali karkoli je to, traktorski. Fino, da ni blatno, da je več ali manj suho. Ko se tale vlaka, da najbolj strma konča, pridemo na tole jasico in se obrnemo na desno. Zdaj se moramo pa še malo vrniti nazaj tam gor, čez te travnike. Ne, iz te strani ne. Namreč Boža je verjetno zdaj vsa radostna, ker je imela prav. Jaz se z te strani nisem spomnil, da bi šla kdaj, ampak bom dal jaz tole varianto gor, ki je mnogo bolj prijetno za hoditi. Najlažje dostopno, ja, tam moraš pa, ja, točno je. Joj, kako hitro pozabim. No, tale vrh je cel hrib zvončkih, ja, pa res. Tam je še na lovsko pozvalnica in za srne imajo krmiti. Tako, ja. Nekaj bo slikala. Ja, tle imate ogromno prostora za bilo kakšne antene. Jaz imam s sabo samo KX2, pa še tisti verjetno zelo na kratko, na 20 metrih. Je bilo tukaj snega, da smo šli čisto v grob. Ja, se spomnim, ja, da so šli res, joj. Razla, ker tam je pa sonce že malo. Kaj bože, če te sote mi imamo malo skrčijo na enih 50 na leto. Ker jaz vse zamešam pol in to ni v redu. Pa ne moreš nekaj zvončko zamuditi lani svoje, so že uspleteli. Ja. Ne prvi so jih zamudili, drugih jih še pa ni bilo. Veš, da ne, pa še na kameri bojo zdaj. Da se malo pohvalim, kupil sem si novo kartico, ki naj bi bila še malo hitrejša pri prenosu podatkov, ker včasih se mi zdi, ampak to je verjetno stvar YouTubea, da hoče malo popačiti sliko. Čeprav je 4K, po mojem oni tam malo pipce zapirajo. Tako da še tole preizkusim. CQ SOTA, Soča 5.7, Soča Portable, SP7S Portable, CQ SOTA. S57 November Charlie Papa. O, lega, živijo, S57 NCP, sem mislil, da nam nobenega dobil tle gor, izpod Uršlje gore, Molakov vrh, Kilo Sierra 035, izvoli, kako si? Ja,
reči tule gor. 5-9, jasno in glasno. J76 Oskar Golf, pridi. 7-6 Oskar Golf, ja se SSB-ja nimam s sabo, ker bomo zelo hitro greva še na obiske prej. Hvala, ker si se oglasil, no bom še probal kakega uloviti. A si na spotu videl? Ne, pržgano imam, pa sem glih prišel tule dol, pa sem slišal, ko kličeš. No, lepo, da imaš na 550. Ej, hvala, lepo bodi. Srečno, 7-3. SP6HX. O, super, evo, zdaj pa že več ali manj imam narejeno aktivacijo. Marjan 5-9, grmiš tule. Čez Uršlo goro prelezeš. Ja, standi do konca signal, veš. 5-9 plus, pa še SP9 je bilo enako 5-9. Neverjetno, ker sem sam tam malo v Okiču vzel zraven pa RH 770. Ok, da vem, če še nobenega nem dobo, boš mi pa še dal soprogo. Drži, boš, ker imaš poln signal. Ja, pri tebi, ja. Ok, da bomo videli. Še pol na 70. Okay. Še kdo sliši? Soča 5-7, Soča Portabel iz Molakovega vrha. SPČ Sierra Hotel Alfa, daj še malo kliče, da te najdem. Sierra Hotel Alfa. 5 na J76 Oskar Foxtrot. Boš me še raport ponovil, nekaj šumi zraven. Ti si 5-9 zdaj, ko sem te najdel. 5-9, izvoli. Ja, to ti si 5-9, Sandi. Odlično. Hvala ti za zvezo. Še sam referenco vrha povej, prosim. S5 kilo Sierra 035. S5 kilo Sierra 035, pa greva pa še na KS 032 kasneje. Ok, Roger, hvala za zvezo, lep dan. Živo, Aleš. Yankee Ontario 8, Sierra Hotel. Yankee Ontario 8 Sierra Hotel. Hello, you're 5x9 on Sierra 5 kilowatt Sierra 035, ok? Roger, for you, 5x3. Thank you for the summit, 73. Thank you very much for the 5 and 3. Sierra 5-7 Sierra Portable, SOTA. Eco Alfa 2, Eco Tango Bravo. EA2 Eco Tango Bravo, 5-9. Eco Alfa 2, Eco Tango Bravo, 5-7 amigo, 5-7 para ti, 7-3. Good Sota, good weekend for you. The same for you, good weekend, thank you. Sierra 5-7 Sierra Portable, SOTA. CQ SOTA, Sierra 5-7 Sierra Portable, S57S Portable, SOTA. Eco Alfa 3, Eco Victor Lima, 5-5. Gracias, Sierra 5-7 Sierra Portable, SOTA. CQ SOTA, Sierra 5-7 Sierra Portable, S57 Sierra Portable, CQ SOTA. CQ SOTA, Sierra 5-7 Sierra Portable, CQ SOTA. Ok, ne gre več. Sierra 5-7 Sierra Portable, last call, Sierra 5-7 Sierra Portable, CQ SOTA. Lima Alpha 7, Tango November. Lima Alpha 7 Tango November, very strong, 5-9 in Sierra 5 Kilo Sierra 035. Lima Alpha 7 Tango November. Kilo Charlotte, thank you. You're 5 and 8 today. Thanks, good luck and 73. 73, thank you. Končujeva Molakov vrh zelo hitro. Vmes je celo malo že sneženkice, take mraznice so letele dol. Ne zaradi tega, ampak greva še na Kavnikovga, pa ni glih, ne vem, najbolj toplo. Zdaj bova pa prišla sva gor po tej strani, a ne, zdaj bomo pošla za nalašč še po drugi dol, da se še tam lahko malo posname, kako pa tam zgleda pot, tista, ki sem jo jaz imel v spominu. Zdaj se tudi spomnim, ja, da so šla tle gor. Ok, wow, pokažemo. Šoštanj z Šoštanskim jezerom, z Velenskim. Velensko jezero.
Ja, tam se lahko poleti se gre tudi kopati, je odprto za plavanje. Tako da je tle kar neka višina je, no, za koroške razmere, nekaj srednjega. Pot tle pač bolj poteka tako po divjem dol, neke potke pametne ni. Pridemo pa tudi na en kolovoz pol više, tako da sam ta del je treba se pribiti skozi to šavje. In pa ta zadnji del se spomnim, ja, da je kar strm. Tako da vsekakor, jaz vam svetujem gor, tam ko sva šla prej. Po ženini varianti. Tle je veter delal tudi svoje. Kot skoraj. Kaj? Moram še en mikrofon kupiti DJI-jev, da se bo še žena slišala, če kaj pove. Se pa narava hitro obnavlja. Tle so že kar tam, kjer je pol več svetlobe, seveda so kar nove smrečke. Ja, se ti pravim, da je strma. Se hitro obnovi. Dol je pa ja, kar strmo. In zoprno, in luknasto. Živalce imajo brloge. Evo, še nekaj bo slikala. Črni teloh. To je črni teloh, a ni? Seveda je. Evo, kakva situacija je tle, tako da. Vem, da pride na cesto, jaz sem tle dole. Celo bolj ta levo se mi zdi, da so šla. Dobro, ne bom zdaj več tle sejmo, se sami. Kaj? Se sami vidite, da je tle štala za gor iti. Je pa to pravi pridih Sote, če greš malo po takem. Po fratastem, na Koroškem rečemo frata. Evo, vse tam je pa že testica. Dobro, bom še ta delček poti posnel. Itak so tele zelo kratki. Ja. To je pa en res za kak ležen. Idealno. Da se pa seveda tudi tle gor priti. Po tej frati, evo, tle smo pa že na cesti. Tok, še od spodaj polomeru sklepno misel povem. Skratka, sklepna misel, Molakov vrh zelo prijazen. Kot sem rekel, pejte ono varianto okrog po cestici, da bo še bolj pot prijazna. Antene gor, kakršnekoli vam srce poželi, tudi za tisti opazovalni lovsko opazovalnico se da kaj privezati, ali pa kakšno polagalko kam. Višina je tudi neka, na kratkem valu tudi gre itak iz vsake lukne, ampak UKV je šel bolj švoh, razen Marjan ima itak vse posod krepko nadstandarden signal. Molekov vrh odkljukan za letos. Meni je tale pot izredno všeč, vsekakor vam predlagam, da greste po tisti gor, ko sva dala na video na začetku, tam, kjer je imela Božo prav. Ta druga varianta, pod oni frati dol ste videli sami, da je zoprna, no, mislim.
kaj ne rečem. Šla sva samo zato, da še tisto posnamiva. Zdaj se pa odpravljamo naprej proti Kavnikovem vrhu, ki, kot pravim, je zelo blizu. Mislim, 4-5 minut je oddaljen od tega parkirišča, kjer so mi zapustili avto, tako da se še fino da tistega odkljukati. Je tudi 3 bonus točke zimske, kar je nad 1000. Tiste celo višji, 1200 pa nekaj. Nič drugega takega ekstra zapovedati. Tale prvi je zelo izrazit, ko lepo nekam se vidi, Kavnikov se ne vidim kamer, ker je vsred goše, po koroško povedano. Tako, lepo se imejte, lep pozdrav od naju z Božo, 21. marca smo 2026. Servus.